So pred nami meseci referendumov zaradi pokojninske reforme, ga zahteva delavska koalicija. Na trenutno najbolj vročo politično temo, koliko denarja bo Slovenija namenila za obrambo. Mimogrede, Nemčija je danes napovedala dvig izdatkov za obrambo na 5% BDP-ja, pa je vložitev pobude za referendum napovedal nekdanji poslanec Levice Miha Kordiš. Razlog pa odločitev vlade Roberta Goloba, da bo leto za obrambne izdatke namenila 2% BDP, do leta 2030 pa postopoma do 3%. Kordiš je tako začel zbirati podpise za razpis posvetovalnega referenduma o povečanju vojaških izdatkov v Sloveniji. Kordiš opozarja, da drvimo v tretjo svetovno vojno in da zbira podpise proti povečanju vojnega proračuna za zvezo NATO. Da gre za Kordiševo poceni populistično reklamo in kampanjo za njegovo nastajajočo stranko, mu očitajo poslanski kolegi. Med njimi tudi nekdanji SDS-ov poslanec, zdaj prav tako nepovezani poslanec Dejan Kaloh, ki je pred mesecem dni pozval kar vlado naj razpiše posvetovalni referendum o višanju sredstev za obrambo. Kdo kopira koga, kdo si dela reklamo? Z nami sta poslanca Miha Kordiš in Dejan Kaloh. Dober večer obema. Dober večer. Dober večer. Gospod Kordiš, ali vi z napovedi vložitve pobude za razpis posvetovalnega referenduma o povečanju vojaških izdatkov kopirate poslanca Kaloha, ki je tak razpis referenduma že predlagal vladi? To vam očita gospod Kaloh. Soočeni smo z rekordno militarizacijo, ki po eni strani Slovenijo peha v vključevanje na neka tuja bojišča in v tuje vojne, in po drugi strani bo ta militarizacija popolnoma opustošila še tako minimalno blaginjo v domovini. 10 milijard evrov se namreč napoveduje, da bo šlo našega denarja za interese NATO pakta in za vojne investicije. Torej ne posnemate gospoda Kaloha, niste pobrali njegove ideje, ker on je prvi recimo to predlagal vladi. Da je to zgrešena politika, kot socialist in kot mirovnik opozarjam že dolga leta. Saj ni to prvič, da se obračamo na ljudi, da nam pomagajo zaščititi socialno državo pred pogoltnostjo vojaško-industrijskega kompleksa. 4 leta nazaj smo zbirali podpise za referendum proti dvigovanju vojaških izdatkov. Še nekaj let prej podobno smo zbirali podpise podpore proti srednjeročnemu obrambnemu programu Republike Slovenije. To je samo zadnji korak v seriji, kako poskušamo mi socialisti z demokracijo obraniti blaginjo v naši domovini. Vas je gospod Kordiš prepričal, da vas ne posnema? Oziroma, da ne dela politične propagande za novo stranko? Moja pobuda vladi Roberta Goloba je bila v tem, da seveda gre za tako pomembno strateško odločitev, da se seveda naj vpraša suvereno slovensko ljudstvo. Jaz ne pristajam na to, da bi po diktatu Bruslja in seveda tudi NATO dvigovali obrambne izdatke, brez da bi karkoli vprašali slovensko ljudstvo. Jaz sem vsekakor za to, da krepimo obrambo Slovenije, ampak na ta način jaz vidim tudi kot kolega Kordiš širšo sliko, se pravi obrambe in odpornosti, čez to, da ne samo vlagamo v oborožitev kot tako, ampak tudi, da krepimo druga področja, recimo civilno zaščito, gasilske enote, prostovoljce, ki bi morali biti pomagali v kriznih žariščih. Potem, gospod Slak, ne pozabimo tukaj na prehrambeno varnost, na energetsko varnost, v končni fazi tudi na informacijsko in kibernetsko varnost. Tukaj pa jaz vidim tisti moment, ki bi pa lahko povečali obrambne izdatke, ampak če bojo ta področja tudi zajeta. Ob tem naj poudarim, da mora biti vključen tudi obrambni grozd slovenskih oborožitvenih podjetij, se pravi, da bojo tudi oni poganjali slovensko gospodarstvo naprej. To je potem smiselno delati. Ampak gospod Kordiš, če sem vas prav včeraj razumel, ne vidi problem, da to pomeni širitev militarizacije, to, kar vi govorite, tudi ne na področje infrastrukture, pa potem na področje bolnišnic in tako naprej. Kaj pravite na to? Je to za vas sprejemljiv argument, da potem lahko ta denar porabljamo za ta način obrambni in da zato ni potreben recimo referendum in da je to zvišanje za to upravičeno? Žal je vojna histerija NATO pakta in potem tudi Evropske unije prišla tako daleč, da zgolj nakupovanje orožja, čeravno v rekordnih zneskih, namenjenega za delovanje v tujini, niti ni več edini problem. Vlada je zelo jasno napovedala, da želi v naslednjih letih v uniforme NATO pakta strpati 30 000 naših mladih fantov in deklet. In ja, napovedala je tudi militarizacijo naše infrastrukture. Na slovenskih cestah želijo, da bi se vozili tuji tanki. Slovenske železnice, tudi Luko Koper, želijo podrediti idejam NATO-vega logističnega koridorja. Se pravi, da se vojaška tehnika, municija, vse ostalo za NATO-vo vzhodno fronto šiba preko Slovenije, kar je mimogrede edina točka in edini razlog, zakaj bi bila Slovenija vojaško ogrožena. Mimo tega sploh ni. Je tudi za vas to sporno? Tukaj imam jaz mnenje, ki je delno mogoče na skupnem imenovalcem s kolego Kordišem, to,
da mi moramo seveda uvesti doktrino suverene obrambe, ki pomeni, da naši slovenski fantje ne bodo umirali v tujini v misijah NATO, se pravi, da bomo mi hodili na neka vojna žarišča v Ukrajino ali pa kam drugam, mi moramo predvsem braniti svojo ozemljsko celovitost. Tukaj jaz vidim tisto, kaj mora slovenska vojska primarno delati in seveda zdaj, če bomo mi zagnali svojo lastno vojaško industrijo, bo potem tudi imelo od nekaj od tega gospodarstvo, tudi BDP in v končni fazi nakup vojaške opreme, vsi ekonomisti govorijo, gre zgolj za multiplikator 1. Če pa bo se vlagalo v infrastrukturo, recimo, gospod Slak, omenjali ste vojaške bolnišnice, zakaj vojaške bolnišnice v mirodobnem času ne bi tudi skrbele za civilno prebivalstvo? Naj spomnim na kakšne krize, naravnih nesreč ali epidemije, takrat bo pa vojaška bolnišnica tudi lahko reševala človeško življenje civilistov. To jaz podarjam. Obstaja razlog, zakaj se vojaški bolnišnici reče ravno vojaška bolnišnica. Zato, ker imajo uniformirane osebe NATO pakta prednost pred zdravstvenimi potrebami državljank in državljanov. In mi ne bi zdaj gradili vojaško bolnišnico z denarjem, ki ga hudo potrebujejo infekcijske klinike, ki ga potrebuje UKC v Ljubljani. Mislim, nekatere bolnišnice so dobesedno še iz časa Avstro-Ogrske v stavbah starih 200 let. Pa se problem niti ne ustavi samo tu. Kdo bo delal v tej vojaški bolnišnici in zdravil vojaško osebje NATO pakta? Slovenski zdravniki, slovenske medicinske sestre. Te isti zdravniki in te iste medicinske sestre, ki nam že zdaj kronično primanjkujejo v naših domovih starejših in v naših javnih bolnišnicah. Se strinjate s tem argumentom? Če smem samo dokončati, še hujša je slika, ko vanjo pripeljemo vprašanje gospodarstva. Evropska unija se je podala na pot militarizacije, želi reševati krizo svojega kapitalizma z velikimi vlaganji v vojaško industrijo. Kar pa pomeni, da bomo v naslednjih nekaj letih preoblikovali tudi slovensko gospodarstvo za potrebe vojne. Kam to pripelje, pa vidimo na primeru Združenih držav Amerike. Njim se sesuje gospodarstvo, posledično se jim sesuje država, če niso neprestano v vojni. Delite to mnenje? Ne želimo. Tukaj pa ne, ker kolega Kordiš more na to gledati širše. Kot sem dejal, če se bo recimo zdaj Nemci, ker jim avtomobilska industrija gre navzdol, če se bo oni presmerili v vojaško industrijo, v končni fazi naša slovenska podjetja lahko sodeluje v dobavnih verigah. In kot sem že dejal, ta gros, ki se že dela dejansko, naše obrambne industrije, vojaške industrije, bo seveda participiral pri tem. In tukaj jaz vidim dodano vrednost, od katerega bo tudi imelo slovensko gospodarstvo. Vi se spomnite, gospod Slak, vsi infrastrukturni veliki projekti v Sloveniji, od druge cevi v Karavankah do drugega tira, vse to je gnalo slovensko gospodarstvo naprej. Zdaj smo prišli do točke, ko vse stoji in jaz tukaj vseeno vidim tisti trigger, da tako rečem, ki bi lahko spet to zaspano slovensko gospodarstvo pospešilo naprej, ampak pod pogojem, da se slovensko suvereno ljudstvo najprej na referendumu, tu kolega Kordiša podpiram, naj odloči, či so za to, da dvignemo obrambne izdatke na 2 BDP-ja, potem pa znotraj tega pogledamo, kje se lahko oplaja slovensko gospodarstvo. Tukaj jaz vidim to dvojno korist od tega. Gospod Kordiš, zakaj recimo vi kot poslanec lahko sami vložite pobudo za sklic posvetovalnega referenduma na temo višanja stroškov za obrambo? Zakaj vi ob tem zbirate še podpise? Zato niso potrebni pri ljudeh. Zato, ker želim uložiti to referendumsko zahtevo s podporo ljudstva. In naj da jo vložim kot en poslanec, ampak kot zgolj predstavnik mirovnih prizadevanj, ki so zelo široko doma v naši domovini. Ljudje zelo jasno in zelo dobro vedo. Vsak evro, ki ga vržemo za potrebe orožja NATO pakta, je 1 evro, ki ga zgubimo pri socialnih storitvah v domovini. Na šolah, na bolnišnicah, na razvoju. In mislim, da je to potrebno izkazati, ker zdaj, tako kot tudi že v preteklih mandatih, slovenska vlada to javno mnenje in hotenje ljudi po blaginji in miru preprosto ignorira. Ampak ali vi mislite, da lahko pridete do tega cilja, da bo vladajoča koalicija, tukaj je tudi podpora SDS-a, Nove Slovenije in tako naprej, tukaj ste v resnici osamljeni z nekdanjimi kolegi Levice, res tako pobudo sprejme, ker to obaviva, če sva realista, da bo to zavrnjeno. Kaj potem? Zagotovo je lažje sprejme, kakor če bi jo samo uložil sam. Kaj bi se zgodilo, če bi samcat uložil zahtevo za referendum? Prav na hitro, prav potiho bi jo porinili na politični stranski tir, pomedli bi jo pod preprogo in še naprej čenčali v javnosti, kako smo v tej državi združeni, da želimo zagotoviti višjo raven zapravljanja našega denarja za interese NATO pakta. Pa to ne drži. Mi socialisti temu odločno nasprotujemo. Smo mi, ki smo za mir. In temu nasprotuje tudi velika večina državljank in državljanov.
Vi po tem pogovoru današnjem še ustraja na tem, da gre pri pobudi za razpis posvetovalnega referenduma, to, kar ste dejali včeraj v naši oddaji, da gre v bistvu tudi za politično propagando Kordiševih mi socialisti. Verjetno še bomo kaj rekli potem ob sklepu te oddaje. Zdaj, verjetno tako Miha kot jaz je znano, da ustanavljamo svoje stranke, ampak da se vrne na izhodiščno vprašanje. Jaz bom vztrajal pri tem posvetovalnem, pri tej moji pobudi za posvetovalni referendum, ki ga naj ga vlada plasila v državni zbor čez močjo koalicije, ki ima. Mi se spomnimo referenduma v 3 iz leta 2024, eutanazija, marihuana pa preferenčni glas. Seveda so šli ti posvetovalni referendumi z lahkoto skozi, ker je pač koalicija jih čez matična delovna telesa spravila. Jaz se pa bojim, da pri kolegu Kordišu bo že zadeva se ustavila na matičnem odboru, torej za obrambo, in da sploh na plenarki ne bomo o tem govorili, ne glede na to, če bo zdaj Miha pripeljal, ne vem, govorim 1000, 2000, 4000 ljudi, ki ga podpirajo pri tem. Zato se mi zdi v tem momentu, da si potem tudi kolega Kordiš na nek način širi svojo bazo bodočega članstva v njegovi stranki. To je bil tisti moj pomislek glavni. Povejte mi, gospod Kordiš, kako ste dali zdaj vi z ustanavljanjem stranke? Organizacijsko smo prešteti, smo vzpostavljeni, pripravljamo naše statutarne določbe in kot sem v javnosti že napovedal, ustanovni kongres nas čaka v jeseni. Kaj pa vi, gospod Kaloh? Stranka Suvereni bo ustanovljena v mesecu juniju. Zbrali smo to kvoto 200 plus podpisal. Z nami tudi sodelujejo vsaj pri pisanju programa, če že niso člani, tudi znani Slovenci. Jože P. Damjan bo pisal gospodarski program stranke, dr. Marko Jesenšek, član Akademije znanosti in umetnosti, znani slovenist, bo pisal program zveze z jezikovno politiko. V stranki imamo tudi kot člana gospoda Draga Lešnika, znanega sindikalista, žal propadle mariborske livarne, ki jo seveda pustila propast tudi aktualna Golobova vlada. Tako da z nekim elanom gremo v ta novi projekt, ker mislim, da te nacionalne in suverenistične sile imajo možnost uspeha na naslednjih volitvah, zlasti, če se še bomo z določenimi akterji na tej strani povezali. Gospod Kordiš, za konec, ste se vi že odločili, kdaj boste vložili to pobudo oziroma kot poslanec za posvetovalni referendum na temo oboroževanja? Točnega datuma še nimamo, zagotovo se bo pa to zgodilo pred vrhom NATO pakta, ki bo potekal 24., 25. in 26. junija. Ponavadi smo bili deležni izjav kar direktno iz tujine, najvišjega političnega vrha ljudem, da zdaj smo se pa zavezali NATO paktu, da bomo še več našega denarja vrgali za orožje. To se tokrat ne sme zgoditi. Preveč je na kocki. Na kocki je mir, na kocki je blaginja. Naj se ljudje najprej izrečejo na referendumu in vlada naj to upošteva, ko gre na vrh NATO in ne obratno. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta. Bomo videli torej, kako se bo razpletlo. Hvala lepa za povabilo. Hvala vam.